Gledate informativno oddajo, namenjeno vsem, ki ste radovedni. Tole je čisto prvi infodrom, ki je bil na sporedu 15. oktobra 2012. Od takrat smo se videli kar 600-krat. Poleg Tine so vas nekaj časa vsak dan, zdaj pa vsak teden pozdravljali še Jan, Leja, Nejc, Neža, Ana, Matic, Nejc in Davi. V tem času ste nas vsi dobro spoznali in, kot pravite, tudi vzljubili. Infodrom mi je všeč zaradi tega, ker dobimo mladi svojo besedo. Predvsem v rubrikah Infogrom in otroški poročevalec. Pred naš mikrofon je skoraj 130 otroških poročevalcev povabilo vam ljube in pomembne osebe, tudi predsednika države. Mlad človek bo prej vprašal tisto, kar ga res zanima, kot nekdo, ki ga potem socializacija nauči, da mora biti previden ali obziren pri vprašanju. To me veseli. Infodrom zapletene stvari razloži na enostaven način. Z Darkovo pomočjo smo vam razložili več kot 330 različnih pojmov in dogodkov. Naše razlage pa zanimajo tudi odrasle. Se mi zdi, da se od infodroma lahko zelo veliko naučim. Ne samo, da nekaj izvem, ampak tudi, kako se v bistvu zanimivo prispevke naredi. So zelo ustvarjalni in jaz bi si želel, da bi tudi naši prispevki za odrasle bili večkrat takšni. Zanimajo me mnenja mojih vrstnikov iz Slovenije. Oddaja Infodrom je zabavna ter poleg tega tudi poučna. Pri pouku etike zelo veliko krat uporabljamo. Infodrom. Zabaven, smešen, v njem nastopajo otroci. Všeč nam je! Všeč mi je, da je Infodrom na družbenih omrežjih. Nam pa je všeč, da ste tam tudi vi in da se tako lahko družimo vsak dan. Jaz mislim, da Infodrom dolgoročno pomaga mladim ljudem, da začnejo razmišljati svojo glavo. S tem mladi ljudje postajajo neke osebnosti, si ustvarjajo svet tudi malo po svoji podobi, ne samo se temu svetu prilagajajo. Ostanite odprtih oči in naj vam pri tem še naprej pomaga tudi Infodrom.